Lepo vas pozdravljam. Danes so imeli v poslanski skupini Socialnih demokratov tiskovno konferenco, na kateri so izstrelili vrsto puščic predvsem na največjo opozicijsko stranko, Slovensko demokratsko stranko. In očitno te izjave, ki sta si jih privoščila vodja poslanske skupine Socialnih demokratov, gospod Kumer, in pa podpredsednik Državnega zbora iz njihovih vrst, gospod Potrč, kažejo na veliko stisko, ki jo ima koalicija in pa predvsem največja vladna stranka v tem mandatu. Dejstvo je, da vladna politika, način dela, ukrepi, rezultati govorijo o resni krizi v tej koaliciji, zaradi česar se je Slovenija znašla v najtežji krizi po osamosvojitvi. Razkorak med obljubami in dejanji je izjemno velik in vsakim dnem se ta razkorak samo še povečuje. Žal imata vlada in koalicija tudi nekritično podporo predsednika republike, kajti kljub vsem tem slabim kazalcem, izrednemu povečanju nezaposlenosti, socialnim stiskam, neplačevanju plač, neplačevanju prispevkov, se predsednik republike ni odzval na niti eno javno manifestacijo, ki so jo organizirali sindikati. Za razliko od prejšnjega mandata, ko je se pridružil sindikalnim protestom. Prav tako je predsednik države, predsednik republike, dr. Danilo Krulj, zelo nekritičen do ravnanja vlade. Kljub temu, da se je že v več primerih ugotovilo, da vlada zavestno krši lastne zakone, se niti enkrat ni odzval in nikoli ni pozval vlade k spoštovanju zakonov. Nazadnje smo ga pred nekaj dnevi na to tudi sami opozorili. In to kaže na zelo dvolično ravnanje predsednika republike. Žal se soočamo z dejstvom, da so pravzaprav privilegirani vedno isti. Najprej so bili privilegirani v prejšnjem režimu, pred osamosvojitvijo, zaščiteni s tajnimi uradnimi listi, s tajnimi akti in s tajnimi dokumenti. In sedanja koalicija pravzaprav te iste, ki so bili že takrat zaščiteni, tudi s spremembo zakonodaje ščiti še v tem mandatu. Skratka, očitno je, da erozije predstavniške demokracije ne povzročajo tisti, ki so jih na tiskovni konferenci Socialnih demokratov okarakterizirali, da jih povzročajo, ampak tisti, ki imajo dejansko formalno oblast in pa formalno zastopstvo v državi. To pa so predsednik republike, vlada in pa seveda koalicija kot tista, ki je najbolj odgovorna za razmere v tej državi. Žal se veliko stvari v tem mandatu ne dogaja tako, kot bi se moralo. Ne spoštuje se ustavne ureditve, ker imamo večkrat velike težave, če želimo kakšno zadevo uvrstiti na dnevni red seje Državnega zbora. Ne spoštuje se poslovniških rokov, ne spoštuje se zakonov, tako kot v primeru arhivov, ko je celo s soglasjem vlade prišlo do kršenja zakonov in tako naprej. Skratka, ta erozija predstavniške demokracije je v tem mandatu se pravzaprav prvič pojavila in kaže, da je bo ta koalicija do konca mandata prignala do vrhunca. Tudi očitki, da opozicija onemogoča, ovira koalicijo pri njenih naporih za ureditev stanja v državi, ne zdrži. Tu nam očitajo, da vlagamo številne zahteve za izredne ali nujne seje, da smo zahtevali odreditev preiskovalnih komisij, da vlagamo zahteve za referendume in podobno.
lahko povem, da več kot tretjino izrednih sej delovnih telesov državnega zbora sklicanih na zahtevo koalicije. Oni so tisti, ki s temi izrednimi in nujnimi sejami, kljub temu, da imajo ves inštrumentarij, rešujejo stvari, ki so jih že v tem mandatu zavozili. Tudi sami, vlada ima izključno pravico, da vlaga zakone po nujnem postopku in samo v zadnjih 2 ali 3 mesecih smo morali obravnavati zakone po nujnem postopku izključno zato, da smo sanirali pravne praznine, ki jih je vlada storila z nekim drugim ali pa celo istim zakonom, ki smo ga obravnavali kakšen mesec prej. In tudi kar zadeva te obtožbe, da pretiravamo z temi referendumskimi zahtevami. Rad bi vas opozoril, da sta bila v tem mandatu izvedena 2 referenduma. Eden je bil o arbitražnem sporazumu in tega so vložile, zahtevale pravzaprav vse parlamentarne stranke, da je bila ta zahteva vložena z pravzaprav popolnim soglasjem državnega zbora. In drugi referendum, ki smo ga zahtevali, je referendum o zakonu o radioteleviziji. Vendar bi vas ob tem spomnil, da so prav o tem zakonu o radioteleviziji Slovenije zahtevali referendum tudi v prejšnjem mandatu poslanci opozicije, ki so bili takrat predvsem iz vrst liberalne demokracije, socialnih demokratov. Tako da v tem primeru se lahko taka zahteva kar izniči. Kar je zanimivo, da je sedanja koalicija izgubila oba referenduma. Tako tistega na začetku prejšnjega mandata, kot sedanjega. S tem, da je v tem mandatu nastalo še približno 5 milijonov evrov stroškov in finančnih posledic za javni zavod Radiotelevizijo, zaradi tega, ker se je neustrezno urejalo tudi področje plačevanja RTV naročnine. Trenutno so v obdelavi 4 referendumske zahteve. Eno so zahtevali študentje in ta referendum je razpisan, se pravi študentska organizacija. Drugo so zahtevali sindikati, nanaša se na zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Tretjega smo zahtevali mi, to je glede zakona o arhivskih gradivih in ta naša zahteva je šla v ustavno presojo. In četrto zahtevo zahtevajo poslanci koalicijskih strank. To je referendum o termoelektrarni Šoštanj. In očitek o tem, da je Slovenska demokratska stranka tista, ki povzroča blokado dela vlade in parlamenta, je popolnoma neutemeljen. Popolnoma neutemeljen. Kako more nekdo očitati Slovenski demokratski stranki, da stoji za sindikalno zahtevo za razpis referenduma o zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, če vemo, da je predsednik največjega sindikata Dušan Semolič bil kandidat socialnih demokratov nekaj mandatov nazaj za poslanca državnega zbora. Kako more kdo očitati, da so recimo predstavniki študentske organizacije tisti, ki delajo, ne vem, tako kot jim naroča Slovenska demokratska stranka, ki je v tem mandatu v opoziciji. Ali pa kako naprtiti zahtevo, ki jo vložijo poslanci stranke Zares, Slatnik, Kek in še ta Rožej, da je to zahteva Slovenske demokratske stranke. Niti eden od naših poslancev se po to zahtevo ni podpisal. In očitno je, da so ti očitki, ki jih koalicijske stranke naslavljajo opoziciji, pravzaprav eno zamegljevanje, eno sprenevedanje, lažne obtožbe, ki jih usmerjajo proti največji opozicijski stranki. Mi smo v tem mandatu predlagali vrsto predlogov, vrsto ukrepov. Mislim, da smo predlagali okrog skoraj 50-70 zakonov v tem mandatu in tudi vrsto drugih ukrepov in niti eden izmed teh predlogov ni bil sprejet.
Recimo tudi ta, ne, ki je sedaj aktualen, ki ga je potegnila vlada o skrajševanju plačilnih rokov. Tega smo predlagali že decembra 2008 in takrat so ga poslanci koalicijskih strank ponosno zavrnili. Sedaj, po več kot 2 letih, so veseli odkritja, ne, da se da tudi na tem področju nekaj narediti in vlada predlaga zakon. In očitno je, da vladi in koaliciji ne gre, da poskušajo z obtožbami, s preusmerjanjem pozornosti, z marginalnimi rešitvami, kot so recimo nezdružljivost funkcij ali pa še kakšne druge, še bolj banalne zadeve, samo preusmeriti pozornost od lastnih težav in nesposobnosti. In zato smo pravzaprav prizadeti, ko nas na tak način poskušajo diskreditirati. Če bi naša poslanska skupina vložila katerokoli zahtevo, ki bi bila neskladna z ustavo, zakoni ali s poslovnikom državnega zbora, bi jo državni zbor zlahka zavrnil. Če pa poslanska skupina deluje v skladu z načeli pravne države, v skladu z načeli ustavne in zakonske ureditve, potem pa tega ni mogoče očitati, da delamo karkoli narobe in karkoli drugače. In taki hujskaški pristopi, kot so se zgodili danes, kažejo pravzaprav pravo podobo tistih, ki v veliki meri so obvladovali in se zelo trudijo, da bi še naprej obvladovali to državo, ki smo si jo ustvarili pred 20 leti. Žal, veliko teh stvari poteka tudi na zelo čuden način. Ta koalicija je prvak, svetovni prvak po ustvarjanju afer, po vpletenosti predstavnikov najvišjih predstavnikov izvršne veje oblasti v vseh teh aferah. Spomnimo se samo zadnjih afer, Hypo banke, spomnimo se afere s nacionalnim preiskovalnim uradom, Bulmastifi in še s kakšno drugo afero. Skratka, in v vse te afere, tudi za zatajevanje premoženja, so vpleteni najvišji predstavniki izvršne veje oblasti, celo nekateri predsedniki koalicijskih strank. Hvala lepa.